Spoštovane dame in gospodje, pričnemo kar v soncu, projekt Ključ. In se premaknemo na tole, kako bi tole poimenovali, pol kapelo, tako? Oziroma, še bolje, naj bo to kar ena taka psevdoprižnica. In tukaj vidimo zgoraj seveda ključ. In kar je najbolj bistveno, super nam je sedaj naneslo, da je bilo zatemnjeno. Tukaj imamo razmišljujočega Jezusa, nad njim pa zvezdnato nebo. Konkretno ta Jezus je eden izmed temeljev tega našega projekta Ključ, kar prikazuje in dokazuje, da tudi znotraj RKC-ja obstaja varianta Jezusa, ki ni na križu, obstaja varianta Jezusa, ki razmišlja, in obstaja varianta Jezusa, ki razmišlja pod zvezdnatim nebom, se pravi asociacija na vesolje. Ja? In kar mi v tem našem projektu Ključ želimo prikazati, in tudi nekaterim, ki si ne dajo reči dopovedati, ampak to ni primarni namen, da človek je duhovno bitje, potrebuje aktivno duhovnost, to je jasno, odkljukamo. Cerkev, ki prikazuje smrt Jezusa, križanje Jezusa, križev pot, in potem Jezus je umrl za naše grehe, in kar v človeku seveda naredi slabo vest, strah, ponižnost, odkljukamo z rdečim X, takšen Jezus, kot je tale. Jezus, ki razmišlja, Jezus, ki je svoboden, in Jezus, ki ob sebi nima križa, nad sabo pa ima zvezdnato nebo. Projekt Ključ je prikaz, da tudi v novodobnih svetiščih, se pravi cerkvah, obstajajo simboli sonca, simboli kozmosa, da ni edina asociacija Jezus na križu in da človek na zemlji ne potrebuje posrednikov, ampak potrebuje sebe, da nagovarja naravo in vesolje. In sicer po načelu verujem in verjamem, kar sem izkusil, oziroma kar sem videla, spoznala. Izogib dogmam, izogib potlačevanju, izogib zastraševanju in predvsem ustvarjanju plahih, prestrašenih ovc, ki jih vodi nepošten, skorumpiran in naj zaboli v ušesih dotične pedofilski pastir. Vera je svoboda in tempelj je svet. Ja? Templji so samo v bistvu prostori druženja, vse okrog nas je pa svetloba, in kamor seže svetloba sonca, tam je, pa rečemo sedaj s to terminologijo, Bog oziroma boginja. Jezus, ki razmišlja pod milim nebom, oziroma še bolje pod zvezdnatim nebom. Naj nam sije sonce. Amen.